Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lep pozdrav in dobrodošli v oddaji Detektor. Lep pozdrav tudi našemu gostu Mirku Vošnerju, ki je današnji gost oddaje. Tudi vas pozdravljam. Služba v Železarni Ravne v delovni skupnosti za kadre in splošne zadeve v službi za varstvo pri delu ste bil zaposlen, potem ste podjetnik, direktor Biroja za varstvo pri delu, bil ste predsednik Republiške zbornice za varstvo pri delu, predsednik sveta bolnišnice v Slovenj Gradcu, sedaj pa aktualni župan občine Muta. Skratka, a je še k temu kaj dodati? No, mogoče je to že malo preveč. Res je, vse to, kar ste navedli, drži. S tem seveda ne želim izpostavljati moje poklicne poti, ki pa, kot vidim, kar ste zelo natančno povedali in našteli, pa morda še kaj skromnega bi lahko vendar našli. Jaz moram reči, da je v teh mojih četrtem desetletju že kar veliko dogodkov in veliko funkcij v smislu dela. Ne kot funkcija, ampak v smislu dela. Gre pa seveda tudi za očitno eno zaupanje, eno priznanje vloženega truda, ki v preteklosti vsekakor je bil predvsem usmerjen na področju varnosti in zdravja pri delu. Izpostavljena je bila zelo pomembna ali pa ena pomembnejših funkcij predsednik delavskega sveta delovne organizacije oziroma Železarne Ravne takratne. In kot predsednik delavskega sveta ste takrat v bistvu odločal o vsem. Skratka, to je bila, bi rekel, ključna inštitucija, organ, ki je na nek način imel zelo pomembno vlogo. Pa kako zdaj iz tistega obdobja ocenjujete sedaj z neke časovne distance tisto predsedovanje centralnega delavskega sveta, tako smo ga imenovali? Poglejte, resnici na ljubo je treba povedati, da sem imel privilegij prvič to, da sem leta 1981 vstopil v to veliko podjetje, takratno Železarno Ravne, z kar krepko čez 7000 zaposlenimi. Bil sem predhodno štipendist in 6-7 let vmes tudi še študiral na drugi stopnji. In seveda tam nekje v drugi polovici 80-ih let je prišlo, še tudi meni ne povsem znano, zakaj do kandidature, moje kandidature za predsednika takrat centralnega delavskega sveta. Imam nekaj sicer neuradnih informacij, kaj se je seveda takrat pri kadrovanju dogajalo, ampak če bom zelo iskren, je eden od razlogov bil tudi ta, da se je takrat partijska organizacija Zveza komunistov nekako počela poslavljati od tudi tega kadrovanja. In jaz nisem bil nikoli v tej organizaciji, pa nimam nobenega podcenjujočega odnosa, da bomo razumeli. Sem bil nečlan te organizacije in iz različnih okoliščin je prišlo do podpore moje kandidature za takratnega predsednika centralnega delavskega sveta in moram reči, že časovne distance, da so bili takrat kar veliki čevlji za mene. In respektiram tisti odnos. Bila je seveda tudi velika odgovornost, tako kot ste dejali, vendar moram reči, z pomočjo tudi enega prav profesionalnega oddelka, ki je skrbel za takratni razvoj samoupravnega sistema, delegatskega sistema, in mislim, da ste tudi vi delali na tem področju, je bilo to mnogo lažje upravljati. Seveda pa je treba poudariti, da z takratnim poslovodnim odborom, z predsednikom poslovodnega odbora, magistrom Žuncem, smo imeli zelo korekten odnos in nikoli v tem času mojega predsednikovanja
nismo imela velikih razhajanj, treba pa seveda povedati, da delavski svet ni samo predsednik, ampak je bilo, mislim, da 80 delegatov iz vseh tozdov in delovnih skupnosti. Ravno tu, kar ste zdaj omenil, železarna je takrat bila organizirana iz tozdov delovnih skupnosti in seveda kot krovno, seveda kot delovna organizacija, povezovala se pa tudi v odnosu z okviru slovenskih železarn v SOST. In vse te stvari so na nek način bile domena tudi delavskega sveta. Skratka, v vseh teh stvarih je moral, ali bi rekel, nič ni šlo mimo njega. In seveda tudi to področje kaže na nek način na kompleksnost, pa širino, pa pomembnost te funkcije. Ja, pravilno ugotavljate. Moram reči, da iz tistega obdobja sem kot predsednik delavskega sveta bil tudi član delavskega sveta slovenskih železarn, SOSD-a slovenskih železarn. Koncem 80 let je tudi, seveda starejši vaši gledalci pa vedo, da smo že prehajali kar v resno gospodarsko in kasneje tudi politično krizo. In v koncem 80 let so se začela rahljati odnosi znotraj največjih podjetij, znotraj slovenskih železarn, zlasti med železarno Jesenicami, Ravnami in pa železarno Štorami. In vem, da smo mislim, da nas je bilo 5-6 delegatov iz Raven v tem centralnem delavskem svetu, tudi v SOSD-u slovenskih železarn, je izpostavljeno bilo kar nekaj napetosti, zlasti na področju združevanja določenih finančnih sredstev v interno banko. In jaz vem, da takrat so vodstvo železarne Ravne zelo pritiskalo na nas delegate, da moramo seveda zagotoviti vračilo teh združenih sredstev v interni banki, ker se je slutilo, da prej ko slej zna priti tudi do razpada tega poslovnega sistema, kar zgodovina potrjuje. Še ena dimenzija se je izkazovala ravno skozi to, da je bil delavski svet tudi delegatska baza za trodomne skupščine lokalnih skupnosti, če se tako izrazim. Kajti seveda delovne organizacije so delovale preko zbora združenega dela in seveda tudi ta dimenzija se je izkazovala in seveda tudi sočasno zelo močno ali pa intenzivno vpliva na lokalno politiko. Skratka. Poglejte, vaša ugotovitev je pravilna. Železarna Ravne je vsekakor bila in tudi zdaj v različnih poslovnih sistemih, ki delujejo znotraj zaokroženega gospodarskega območja, je bila izredno vplivna, tudi napredna, tudi je imela interes za razvoj kraja, ne samo industrije. Za nas je bilo pomembno tudi razvoj infrastrukture, stanovanj, športnih objektov, šolskih objektov, saj vendarle je vpeta v normalno okoliščine in delovanje. In iz delavskega sveta smo seveda kadrovali številne ljudi na tovrstna mesta v zbor združenega dela. In jaz moram reči, da ta sistem je v tistih letih zagotovo dobro funkcioniral v tem smislu. Zdaj, če k temu zdaj rečemo, železarna Ravne je takrat delovala navzven tudi izredno prodorno, skratka uvajajo vse te modernejše metode, uvajali so se krožki kvaliteti, inovacijski krožki, skratka, tu je bilo kar nekaj ene energije vloženo in je treba pač ugotoviti, da je bilo kar precej tudi te inovacijske dejavnosti takrat pri zaposlenih prisotno. Kot sem že uvodoma dejal, moram reči, da je bil v tistih letih 70., 80. leta, pa tudi danes, privilegij delati v tako velikem poslovnem sistemu. In železarna Ravne je v 80. letih ena prvih v Sloveniji, pa tudi takrat bivši državi Jugoslavije, uveljavljala in uvajala različne inovativne pristope. In eno od teh, kot ste že omenili, so bili krožki kvalitete, mogoče drugi pa še bolj pomemben. Vodstvo železarne Ravne je takrat spodbujalo
ne samo vodilne delavce, ampak tudi vse, ki smo bili zaposleni, da razmišljamo, da smo razmišljujoči, kako izboljšati določene delovne procese. In ena od znanih rubrik je bila koristni predlog. Vsak delavec je lahko predlagal določen predlog, ki ga je srečeval v svojem delovnem okolju, v katerem je videl neke inovativnosti, neke izboljšave, tudi na mojem poklicnem področju, takrat, ko sem delal na področju varnosti in zdravja pri delu, in ljudje so bili spodbudeni v to smer in tudi, moram reči, čeprav skromno, pa vendarle finančno nagrajeni. Krožki kvalitete pa še danes, moram reči, po 20-30 letih poskušam nekaj tega znanja še vedno zdaj uveljavljati v mojem poklicnem delu, da poskušam spodbujati sodelavce, sodelavke v delovnih sestankih, v konferencah, v timih, ki jih imamo, da vsak poskuša z svojimi predlogi razmišljati, kaj bi lahko še bolje dodal, ker timsko delo je seveda tisto delo, ki prenaša dodano vrednost. Kot predsednik delavskega sveta ste bil tudi stalni član poslovodne konference. Ta se praviloma sestaja vsak ponedeljek ali enkrat na teden in to je bil v bistvu skup najpomembnejših vseh ravnateljev, vseh tozdov, delovnih skupnosti, teh služb, ki so, pa vi, kakšne imate vi, bi rekel, z neke distance, zopet, če tako rečem, kaj ste v bistvu razpravljali, kaj se je razpravljalo na teh konferencah? Skratka, mislim, če bi tule morda malo predstavil. Ja, vsak ponedeljek je bila na nivoju vodstva Železarne Ravne organizirana tako imenovana proizvodna konferenca, na katerem mislim, da je bilo takrat v Železarni Ravne 26 tozdov, pa 4 delovne skupnosti. To pomeni, da so bili, mi nismo imeli ravnateljev, so se imenovali, nismo imeli direktorjev, so se imenovali ravnatelji takratnih tozdov. In seveda na teh proizvodnih konferencah se je tedensko obravnavali najbolj pomembni in ključni podatki, informacije o poslovanju podjetja. To se pravi o realizaciji preteklega tedna, preteklega meseca, o planih in o čisto operativnih strateških problemih. Ne s tistimi minimalni, ampak strateškimi pomeni, ki so jih seveda v vodstvu izpostavili. Tam so bili ravnatelji dolžni poročati tudi o realizaciji, tako kot pa vsak resen proizvodni delovni sestanek. No in takrat sem imel seveda priliko prisostvovati kar nekaj let tovrstnim konferencam in smo bili glede tega seveda med najbolj informiranimi, če hočete reči, in to je bil privilegij, da sem seveda vedel, v katere smer gre določena politika, gre določen razvoj, gre določene gospodarstvo, tudi če hočete ukrepi, varnosti, delovne discipline in podobno. In mislim, da so bile tukaj na visoki organizacijski, strokovni ravni te proizvodne konference izredno pomembne. Moram reči, da so tudi ljudje, proizvodni delavci, ostali vodilni delavci z velikim respektom spremljali te sestanke z poročili in zapisniki. Torej, iz tega, kar ste predstavili, bi lahko povzel tudi, da je bilo vse podrejeno delo, višje kvalitete dela, medsebojnim odnosom, dobrim in tem. Tiste druge politike, ko se čas želi predstaviti, je bilo bore malo ali je tudi kaj bilo? Zelo dobro vprašanje za ta čas. Zelo dobro vprašanje in jaz moram reči, da v 4 letih, kolikor sem prisostvoval tovrstnim konferencam, ni bilo nikoli izpostavljeno kakršnokoli tovrstno politično vprašanje, pripadnosti, kritike, začetka večstrankarskega sistema in podobno, ampak smo bili ali pa so bili takrat ravnatelji in tudi poslovodni odbor usmerjeni predvsem v dosego poslovnih ciljev, v najširšem pomenu besede, v proizvodnem, finančnem, razvojnem, kakovostnem smislu. Seveda so pa bile takrat že kar resne težave. Jugoslavija je prihajala in tudi s tem Slovenija in Železarna Ravne čedalje večje resne gospodarske težave. Bila je recesija, bila je hiperinflacija, to mlajši poslušalci oziroma vaši gledalci ne poznajo. Danes imamo celo deflacijo. Takrat, recimo, mogoče bo zanimivost, ko je bila 15. plača v 80. letih, je v teh delih
bila tako visoka inflacija, da so ljudje tisti denar še tisti dan želeli zamenjati tudi na črnem trgu v avstrijske šilinge, v nemške marke in podobno. To ni šala, to je bila resnica, katere priče sem bil tudi sam. Veliko se je vlagalo tudi v takratnem času samoupravljanja v izobraževanje zaposlenih. Tudi tako imenovane zagotavljanje oziroma spremljanje rezultatov poslovanja skozi kvartale je bilo svojevrstno izobraževanje, kajti takrat je bil predstavljen ves prihodek, odhodki, materialni stroški, skratka se to in seveda ljudje zaposleni so tudi to področje obvladovali. Poglejte, kar se tiče izobraževanja, lahko samo eno stvar povem tudi iz moje lastne izkušnje, da smo imeli v teh letih eno zelo dobro službo na področju kadrov in razvoja kadrov, ki je načrtovala za pripravo bodočih kadrov. Mi smo imeli, kot sem že dejal, na sami lokaciji okrog 6000 zaposlenih, pa v 4 tozdih dislociranih okrog 1000. Tukaj je bil zelo bogat potencial in na službi za načrtovanje kadrov ali pa v kadrovski službi so iskali potencialne mlade kadre, ki so jih usmerjali v izobraževanje, v šolanje, in te kadri so bili podlaga za prevzem v perspektivi tudi odgovornih mest. Tako da se je tukaj, bi rekel, vertikalno kadrovsko načrtovalo in tudi napredovalo. Ni bilo praktično nobene ali pa skoraj nobene fluktuacije znotraj tega podjetja in tudi mladi inženirji, mladi ekonomisti, mladi strokovnjaki, strojniki so imeli, seveda, če so bili dovolj sposobni in pa tudi ambiciozni in dovolj motivirani, so imeli pred sabo perspektivo, kar je zelo pomembno. Vedo je, da če bo seveda se izkazal svojim znanjem, da bo napredoval iz projektanta, iz vodilnega inženirja na vodjo službe, tudi na koncu koncev na ravnatelja ali pa na kakršnokoli pomembno funkcijo. Tako da je bila tudi znotraj zelo, bi rekel, pozitivna selekcija in tudi pozitivno tekmovanje, tekmovalni duh. Izredno dobro je bilo razvito tudi nagrajevanje po delu in tudi plače so bile takrat v tistem času, bi rekel, nad republiškim povprečjem. Ja, zdaj, kar se tiče plač, še jaz ne vem, kakšne so, mislim malo v šali, ker ko bom začel prehajati do 40, malo čez 40 let delovne dobe, bom pogledal, kakšne so bile plače v 80 letih, zvezi za pokojnino seveda. Ampak zagotovo, res je tako, da Železarna Ravne je imela na tej regiji, pa v tej dolini zagotovo nadpovprečne plače. Nadpovprečne, vendar je treba poudariti, nikoli pa ni izstopala v kakšen ekstrem, ne v pozitivnem smislu, in treba je reči resnici na ljubo, ko so bili tudi, bi rekel, manj bogata leta, ko so bila bolj sušna leta, se je v železarni takratni zagotavlja tudi človeku primerno plačilo. Tudi investicijski zagon je bil takrat, bi rekel, zelo obsežen. V bistvu takrat zaznamo gradnjo obratov, bi rekel, noži, ki so se kot tost potem oprema, orodjarna, takrat tako imenovana kapela oziroma TSD obrat. Skratka, ves ta del je bil takrat, bi rekel, v tem investicijskem zagonu in skratka in izvajali so se pomembni programi potem v tem. Potrebno reči ob teh naštetih, ki ste jih izpostavili, ne smemo pozabiti tudi takratno posodobitev livarne v Železarni Ravne. Vse je bilo povezano tudi z razvojem visokih tehnično-tehnoloških izzivov, tudi za namensko proizvodnjo. Potrebno je vedeti, da je Železarna Ravne, kar zdaj iz tega časa pa obžalujem, da na Ravnah smo bili stoletja prepoznani kot odlični proizvajalci specialnih jekl ali pa jekl nasploh, ki so se uporabljali tudi tako imenovano namensko vojaško proizvodnjo. Mi smo takrat izdelovali eni najbolj strateških elementov takratnega jugoslovanskega tanka T-84 z kupolo, z pogonskim sistemom, z gosenicami in pa, kar je najpomembnejše, tudi z cevmi, ki so še danes v
nekaterih državah Bližnjega vzhoda znane in prepoznane, brez, veste, znanja, stoletnega znanja jeklarjev, železarjev, livarjev, se do tega ne bi prišli in takrat so se seveda tudi odvijale zelo zahtevne investicije. Takrat je bil tudi seveda začetek še ene zelo pomembne investicije, ki ni bila izpostavljena, to je bila izgradnja specialne jeklarne. Mogoče malo ljudi ve, starejši železarne pa zagotovo, da smo sodelovali v projektu izgradnje takratnega supersonika, to je nadzvočnega letala v bivši državi in smo osvajali z takratnimi metalurgi, kovači, mimogrede tudi moj oče je bil desetletja v železarni, mojster v kovačnici, so osvajali prve specialne zlitine na področju jekl za dele reakcijskih motorjev in kolikor je, seveda jaz nisem velik poznavalec tega, ampak koliko so mi povedali, so jekla iz Ravn preko specialne jeklarne in tudi kovanja v kovačnici pri svetovnem priznanem proizvajalcu Rolls-Royce bila zelo, zelo visoko uvrščena. To pomeni, sem bil ponosen, da je takrat to znanje Ravn imelo takšne dobre rezultate. Žal pa je seveda ta projekt ali pa na veselje propadel. Tudi seveda, da ne bomo obstala v tistem obdobju predolgo, skratka 90. leta sledijo in takrat je razpadla naša bivša skupna država. Vemo, kako je to vplivalo tudi na železarno Ravne, skratka, mi smo takrat zabredli kar precejšnje težave tule. Ja, moram reči, da v tistih letih, koncem 80-ih, se je zgodil tudi en močen presedan. Če me spomin ne vara, smo imeli takrat eno prvih priznanih, mednarodno priznanih konzultantskih firm, takrat je bil British Steel Consulting, ki je ocenjeval zmožnost takratne jugoslovanske jeklarske industrije. Potem so seveda bile špekulacije po razpadu Jugoslavije in po seveda tej vojni, ki je bila v Jugoslaviji ponekod celo nekaj let, pri nas pa teh nekaj 10, 11, 14 dni, je takratni Zahod skozi to konzultantsko firmo preverjal tudi zmožnost proizvodnje vojaške industrije v 80-ih letih. To so bile špekulacije, ampak bolj pomembno od tega bom pa izpostavil konzultantsko firmo, ki je ravno v času te velike gospodarske krize in razpada sistema na Ravne pripeljala takrat tudi, mislim, da takratni izvršni svet. To je bila mednarodno priznana in še danes uveljavljena konzultantska firma McKinsey. In z dr. Kraljičem, ki je tudi v Sloveniji, sicer zdaj že upokojen, ampak vendarle priznan strokovnjak, ki je skupaj z svojimi svetovalci ocenil, bi rekel, zmožnost slovenskih železarn v tem času krize, tudi v racionalizaciji, tudi v reorganizaciji. Takrat je prišlo tudi do enih kritičnih sprememb, ki so jih na Ravnah ali pa ki smo jih na Ravnah tudi bi rekel, zelo kritično ocenjevali. Predlagali so, da se združi tako imenovani dolgi program, to se pravi železarna Ravne Štore in pa ploščat program železarna Jesenice oziroma zdajšnji Akroni. In takrat, po mojem vedenju in ocenjevanju, rečemo malo v žargonu, so nam spustili kar veliko sveže krvi Ravnam in smo finančno močno pomagali železarni Štore, da je ostala pri življenju. To je bilo seveda morda tudi namenjeno, da se preživi železarna Štore, ker ocenjujem, da železarna Ravne je bila v tistih letih, tudi kriznih letih, še vedno zelo zdravo podjetje, kar se je pokazalo tudi v prehodu v Slovenijo. Vojna za Slovenijo, ki sem jo omenil, železarna je tudi na nek način odigrala tudi na tem področju v času vojne zelo pomembno vlogo. V tistem obdobju, ko je bil odvzem orožja, železarna Ravna je posedovala tudi določeno količino orožja zaradi, prej, ko ste omenil, strateških vojne industrije in seveda tisto orožje je bilo umaknjeno na skrivne lokacije. Skratka,
ta del je morda čas ne omenja, ampak je pomemben, zato ker takrat so večinoma teritorialno obrambo razorožili in to isto orožje je bilo pol predano v uporabo teritorialne obrambi, mislim, enotam v tistem času za vojno za Slovenijo, če se tako izrazim. Vi ste kot predsednik Delavskega sveta tudi na tem področju kaj? Moram reči, da ravno v tistih obdobjih 90. 91. leta ne morem veliko povedati, nisem bil informiran, bil sem pa seznanjen, da so to vrstne napetosti kot predsednik Delavskega sveta, da vem, da so se takrat na Ravnah poskušali in upam, da je bilo res tako, ker so sigurno bolj kompetentni od mene, da povedo, kaj se je z temi kar velikimi količinami orožja, ki ga smo imeli skladiščenega znotraj železarne Ravne, seveda prišlo v slovenske roke. Jaz upam, da je bilo tako, vem pa, da to srednje težko orožje proti letalski topovi, ki so bili locirani tu, to ni nobena skrivnost zdaj, so ostali pri nas in so seveda prišli v roke slovenske vojske, slovenskih teritorialcev in to je bilo pozitivno. Železarna Ravne se je takrat seveda zaradi izgube južnih ali pa trgov bivših republik skupne države našel v neki nezavidljivi situaciji. Že ste omenili, da je bil takrat pač rezultat je padel, skratka soočiti se je bilo treba z nekimi popolnoma novimi okoliščinami. Nikdar nismo ugotavljali presežke zaposlenih, v tem primeru je pa bilo potrebno. Zelo dobro postavljeno vprašanje in o tem vprašanju bi kazalo celo v perspektivi v kakšni posebni oddaji govoriti, ker je toliko pomembnih dogodkov se odvijalo, ampak rekel bom, da res je, jaz večkrat rad poudarim v žargonu en izraz, da je železarna Ravne in tudi nasploh slovensko gospodarstvo takrat 90. na prehod 91. leta dobesedno padlo na beton. Dobesedno padlo na beton pomeni, takrat dostopnih podatkih smo zgubili tam nekje 70% trga. Od teh 70% trga je bilo to na jugoslovanskem 20-milijonskem področju, ker Jugoslavija vendarle imela močno predelovalno industrijo, ker je rabila jeklo. Znotraj tega pa seveda smo še veliko več zgubili na področju namenske proizvodnje. Tam, kolikor vem, je bila solidno ali pa celo zelo dobro plačano jeklo. Še bolj kot plačano jeklo je pa pomenilo garant razvoja in vlaganj. Če mi ne bi razvijali tako dobro namenske proizvodnje, tudi ne bi dobili toliko vlaganj. Ampak pustimo tole. Hočem seveda nekaj drugega reči in odgovoriti na vaše vprašanje. Večkrat med kolegi in tudi v funkciji, ki jo imam sedaj, izpostavljam takratni zelo pozitiven pristop prestrukturiranja takratnih tehnoloških viškov. Takratno vodstvo, tudi moj kolega, ki je bil v poslovodnem odboru, je tesno sodeloval z Ministrstvom za delo takrat, mislim, da je bila gospa Jožica Puhar, minister za industrijo, spoštovanja vreden Izidor Rejc, in moram reči, da so na Ravnah ubrali in takratna vlada, takratni izvršni svet z predsednikom Lojzetom Peterletom je zagotovo odločal modro na Ravnah. Da ni pusto železarno Ravne, bi rekel, v smislu takojšnjih nekih privatizacij, nekatera podjetja so šle v tako imenovani Koržetov sklad, ampak takrat se je končala tudi moja in naša zgodba, končano je bilo samoupravljanje in železarna Ravne je postala, mislim, da tam nekje 91. leta podržavljanja. In to sem trdno prepričan, se upam z številnimi argumenti to zagovarjati, da to podržavljanje je ohranilo proizvodno na Ravnah. Če bi bila kakršnakoli druga odločitev, bi verjetno ta poslovni sistem razpadel. In želim še eno misel povedati, prestrukturiranje je potekalo, bi rekel, načrtovano, modro, vodeno. In takrat je bila tudi ena krilatica, da bomo ljudem pomagali na ta način, da bo imel vsak svojo priložnost iskati svojo socialno varnost, in tudi za ljudi, ki bi sicer ostali brez dela, se je izpostavljalo, da jih bomo dali čez cesto, ne pa na cesto. To pomeni, da je bo lahko vsak iskal svojo priložnost. Res je, tudi te starejši
gledalci vaše televizije bojo tukaj se verjetno spomnili, so bile tudi osebne travme. Ljudje, ki so imeli takrat 35, 36, 37 let delovne dobe, smo jim odkupili delovno dobo in so čez noč praktično šli v pokoj. Ljudje so imeli takrat tak zanos, in to moram reči, ker mi leži na duši, da so ljudje imeli tako prepadnost do železarne Ravne, da bi celo zastonj delali, samo da bi lahko delali. In ta kapital, kot je imela Ravne in železarna in ta Koroška dolina, Mežiška dolina, jih je imelo malo. In iz tega mesta mi dovolite, da pohvalim ta motiv, ko je bil v težkih časih, tudi teh številnih ljudi, ki so zdaj upokojeni, da so s težavo zapustili podjetje in se upokojili. Številni so doživljali travme, ker so se čutili sposobne, zdrave, motivirane, da bi pomagali, vendar žal ni bilo dovolj dela in so se potem tudi upokojili. Danes še nekateri zelo kritično gledajo na tisti čas, ampak je potrebno tudi priznati, odmera pokojnin je v tistih letih bila ugodna in vsi ti gledalci, ki so se takrat upokojili in so upokojeni, imajo zagotovo mnogo, mnogo boljše pokojnine, kot pa zdaj te, ki se zdaj upokojujejo. Ja, da je železarna Ravne bila izredno pomembna za Koroško, ne samo za Ravne ali Mežiško dolino, priča tudi to, da so se potem v okviru izvršnega sveta občine, takratni predsednik izvršnega sveta je ustanovil tudi eno sanacijsko skupino, ki je poskušala usmeriti, kaj in kako železarna Ravne v teh novo nastalih razmerah. In ne poznam, vi kaj bolj poznate, je bilo na osnovi tega potem tudi kaj, bi rekel, realizacije, ali je bila to samo polemika, tudi v časopisu smo to zasledili, neke polemike, ampak dobronamerna zadeva, sprašujem, če je bilo. Veljalo bi zdaj z ene časovne distance to obdobje in to tako imenovano sanacijsko skupino, ki se je imenovala, mogoče zdaj iz zgodovinskega vidika mogoče bolj obelodaniti. Sam moram reči, da sem bil del te skupine, ne najpomembnejši. Vem, da ta skupina se je sestajala že kar nekaj časa, preden da sem vzpostavil, ali pa da so vzpostavili z mano kot predsednikom delavskega sveta kontakt. Bile so številne krelatice in tudi neupravičene kritike. Res pa je, da smo takrat nekako prehajali ne samo iz enega, bi rekel, zelo dobro delujočega gospodarstva, da smo prehajali veliko gospodarsko krizo. Napovedovala se nam je tudi velika politična kriza, napovedovala se nam je demokratizacija, napovedovali so se večstrankarski sistem, tudi stranke so se začele oblikovati in seveda ljudje so med sabo gledali, kdo bo kje in kakšna prepadnost bi bila. Jaz sicer nisem zdaj črno oblečen, ampak meni so tudi prepisovali, da sem bil usmerjen desno in to mi ni sram povedati. Jaz sem bil takrat član Slovenskih krščanskih demokratov in se upam to vedno na glas povedati. In smo tudi v tem smislu delovali pozitivno in na Ravnah ni bilo nikoli tega tajkunstva, kot se je marsikje v Sloveniji dogajalo žal po osamosvojitvi. Dve stvari bi vas še vprašal, pa če lahko kaj pokomentirate oziroma kaj pojasnite. Železarna Ravne je imela tudi izpostave, ali jih še ima, ne poznamo, v tujini. To je tako je bila, bi rekel, tale KHF v Švici, banka, potem Joina, tista še danes funkcionira, skratka Copo International v ZDA in tako naprej. Skratka, kaj se s tem dogodilo? To se je podržavilo ali je kaj več podatkov na to temo? Mislim, da je to zagotovo, obstajata dve plati tega, kar ste vi izpostavili. Prva, zagotovo zelo pozitivna, ker veste, da v 70-ih, 80-ih letih dinar ni bil konvertibilna valuta
in če si hotel v evropskem in svetovnem gospodarstvu delati, zlasti na področju nabave materialov, nabave surovin, nabave strojev, tehnološke opreme, si jo lahko kupoval samo z konvertibilnimi valutami. In tukaj je klicalo po potrebi ustanovitve tovrstnih naših bank v Frankfurtu, v Švici, tudi ta poslovni sistem v Jeni in pa Ljubljanska banka v New Yorku. Gotovo, da so za slovenske železarne imele te dislocirane finančne filijale zelo pozitivno vlogo. Nimam nobenih dokazov in se tudi s tem ne ukvarjam, sem pa trdno prepričan, da se je nasploh takrat v Jugoslaviji in tudi v Sloveniji, in upam, da ne veliko na Ravnah, dogajalo tudi kaj nečednega, neprimernega. Verjetno ni bilo po 90 letih politične volje, da bi se ugotavljalo na tem področju, da se je morda tudi veliko kapitala, ki je bil vložen v teh bankah, ki je bil last zaposlenih, ki so tukaj delali v jeklarnah, v valjarni, v kovačnici, ko so se potili, imeli tudi nesreče, če hočete, da se je ta denar morda tudi kje izgubil. Zato pa seveda mislim, da če bi obstajala politična volja, tako kot mi je ena priznanih računovodkinj povedala, veste, če je volja, se da slediti do zadnjega dolarja. Vendar seveda zdaj se ukvarjamo z perspektivo, ne s preteklostjo, in mislim, da je pač to bila tudi cena takratne osamosvojitve. Morda še v obdobju tega dezinvestiranja, tako imenovanega, ko se je pač veljalo, da je treba pač vse tisto, kar ne sodi v metalurgijo ali pa v strojno predelavo, na nek način odprodati, so se dogodili tudi prenos stanovanjskega fonda na stanovanjsko podjetje, prodaja počitniškega doma v Portorožu, rimskega vrelca, skratka Ivarčkega dvorca Javornik, skratka, je takrat tu še delavski svet kaj pri tem sklepu odločil? Kolikor vem, je delavski svet imel pomembno vlogo pri prenosu takrat stanovanjskega fonda Železarne Ravne. Mislim, da je bilo tam med 2300, 2500 stanovanj. Jaz mislim, da je bila to modra odločitev. Lahko povem iz mojih zdajšnjih izkušenj, prihajam iz občine Muta, ker je tovarna Muta šla v tako imenovani Koržetov sklad, in v Koržetov sklad je šlo tudi vsa zemljišča, ki so bila takrat vezana na tovarno Muta, vsa stanovanja, in še danes lokalna skupnost kupuje od tujcev stanovanja nazaj ali pa zemljišče. Tu na Ravnah je bila mnogo bolj modra politika in modra odločitev in sem vesel, da se je tako zgodilo. Kar se tiče pa te infrastrukture, kot je rimski vrelec, Ivarčko, sedežnica, tukaj grad, ko ste omenili, sicer pri tem nismo imeli veliko, ampak smo tudi nekaj investirali v sanacijo, ampak največ pa seveda vsekakor v Portorož. Tukaj pa moram reči, da me malo nostalgično žalosti, da se je to premoženje na zelo lahek način odprodalo, zapravilo. Kolikor vem, mislim, da smo cel Portorož prodali znotraj države Ministrstvo za šolstvo za enomesečno plačo delavcev Železarne Ravne. Vendar, veste, če nimaš kaj za jest, veste, če nimaš plače, se je očitno to vodstvo odločilo za to, da so odprodali, bi rekel, biser ali pa zlatnino takratne železarne. Si pa ne znam predstavljati, kako bi bilo, če bi seveda to nekako bilo znotraj podjetja, zdaj ko imamo preko 50 družb. In me žalosti, pa seveda strateški razvoj tega turizma v Portorožu, da imamo na teh nekaj kilometrih najbolj krasne obale, imamo tam dijaški dom, namesto da bi imeli prvovrstne hotele, pa vendarle ta zadeva ni propadla, živi, ampak žal tako je, tudi to je del tranzicije. No, potem sledi obdobje sanacije, ki je bila relativno uspešno upravljena, skratka, in finale, ko so bile slovenske železarne v neki solidni kondiciji, se je tudi dogodila odprodaja teh, skratka, poznamo tole stvar. In pa morda čisto vprašanje, kako vi ocenjujete ta prodaja, zdaj že kar nekaj časa poteka, je to uspešna zgodba ali kakorkoli bi jo vi ocenili? Jaz moram reči, da bi pri Slovenski nacionalni televiziji
verjetno podobno rekel, če bi imel privilegij tega vprašanja, ki ste mi ga zdaj postavili, kot bom vam zdaj odgovoril. Sam sem pripadal tudi, moram reči, politični opciji, ki je v 90-ih letih zagovarjala tako imenovani slovenski nacionalni interes. In verjetno ga ni poštenega Slovenca, ki ne bi zagovarjal slovenskega nacionalnega interesa v smislu privatizacije. Vendar, kaj se je potem zgodilo iz tega slovenskega nacionalnega interesa, da so posamezniki ta slovenski nacionalni interes zlorabili v svoje koristi, v svoje interese in žal ali na veselje, večina teh tudi propadla, vendar žal so izgubila številna na tisoče delovnih mest, tudi nič krivi delavci. Tako da je ta tranzicija imela to seveda veliko napako. Na Ravnah je bila, kot sem že prej dejal, ta modra odločitev, da je železarna Ravne postala podržavljanja, da so se izognili tem špekulacijskim, privatizacijskim namenom, ki so bile tudi prisotne. In kaj se je potem zgodilo? Zgodilo se je, da se je tam okrog leta 2000, zdaj ne me za besedo držati, se država odloča tudi za odprodajo teh družb na lokaciji Ravn, tudi na Jesenicah, Štorah in podobno, in da so seveda vstopili v lastniško strukturo tuji kapital. In bom rekel nekaj, to tisti, ki poznajo železarno Ravne, dobro poznajo in bojo razumeli, kaj bom odgovoril. Povsod tam, kjer je plapolala tuja zastava v simboliki na lokaciji železarne Ravne in podjetjih, stvar funkcionira, solidno, če ne dobro posluje. Tam, kjer smo pa imeli slovensko zastavo in to je bila sistemska tehnika, pa vemo in ne rabim komentirati, kako klavrno se je končalo. To je lahko tipični primer ne samo kakšnega strokovnjaka z področja gospodarstva, ampak tudi profesorjev iz ekonomskih in pravnih fakultet, kako se je na tem primeru nekaj odvilo pozitivno in nekaj negativno. In tukaj bom rekel, tuji kapital, ki je prišel dobronamerno na Ravne, vlaga v ta podjetja in zagotavlja razvoj, zagotavlja delavcem, mislim, da solidno socialno varnost in zaposlovanje, in se tukaj ne smemo bati, ker sam tudi pripadam opciji, da je potrebno gospodarstvo povezati v tem evropskem prostoru, sem tudi proevropsko usmerjen in moram reči, da je tu sigurno dodana vrednost, čeprav Evropa ima probleme, da je potrebno tem družbam, ki so zdaj iz Rusije, iz Švedske, iz Združenih držav Amerike, iz Nemčije, iz Avstrije, vendarle pokazali, bi rekel, dobronamernost in seveda tudi funkcioniranje. Bi pa seveda bil zelo vesel, če bi lahko večji del tega bilo v slovenskih rokah. Hvala za ta odgovor pa komentar. Ste župan občine Muta in seveda ne moramo mimo lokalne samouprave, skratka, če zdaj priskočimo iz tistega področja delovne organizacije, mislim, da smo jih kar dovolj podrobno obdelali. Pa bi vas vprašal, država je razdeljena na toliko, 210 pa še nekaj občin. 212 jih je natančno. A je to tista prava zadeva, kako z ozirom na to, da je ta, bi rekel, reforma lokalne samouprave še nedorečena, regij, pokrajin tega še ni, no, skratka. Zdaj, ta odgovor v smislu, ali je to 212 občin prava številka ali ne, je zelo težko reči. Jaz sem prepričan, da so državljani Republike Slovenije, pa če hočemo občani, to lokalno samoupravo sprejeli pozitivno. Seveda imamo določen odstotek kritikov, mislijo, da je biti župan privilegij, županska plača je privilegij, funkcija je privilegij in tako naprej, vendar ni res tako. Res je, da je to odgovorno delo, vse tisti župani, ki to odgovorno opravljamo, in županje, in sem trdno prepričan, da velika večina nas je takšnih, da seveda prispevamo tudi svoje osebno znanje, podredimo svoje osebno življenje tudi tej funkciji in moram reči, da funkcija župana ni od 7 do 3, ampak funkcija župana je od zjutraj do večera, pa moram reči praviloma skoraj vsak soboto in vsako nedeljo. Bi pa seveda rekel sledeče, da je toliko število občin zagotovo preveliko,
preveliko, da imamo recimo zahodno Slovenijo, kjer imamo občine, kjer so po 15, 20, 30 tisoč prebivalcev, da imamo v vzhodni Sloveniji 2/3 občin, to pomeni, da so se nekako, bi rekel, ravnali po njih drugih takratnih političnih kriterijih. Desna stran, leva politična opcija je zagovarjala večje opcije, desna je zagovarjala mnogo manjše občine. Jaz mislim, da bi bila modrost, da racionaliziramo število občin, še bolj kot to pa, da bi morale občine delovati mnogo bolj povezano. Ko sem pred 2 letoma prevzel funkcijo župana, sem mojim starejšim kolegom, priznanim kolegom, županom in županjem predlagal 2 stvari. Da Koroška je tako mala, da ne rabimo imeti 5 komunalnih podjetij. Zdaj jih bomo imeli 6, 7. Koroška lahko ima eno samo komunalno podjetje z enim samim vodstvom. Mi imamo Kocerod, ki seveda upravlja glavno za celo Koroško zbiranje in odvažanje in seveda ločevanje komunalnih odpadkov. Bi lahko tukaj mnogo bolj se povezali. Mi imamo 4 zdravstvene domove, ko jih ne rabimo 4 vodstva in tako naprej, čeprav je to malo bogokletno, kar tu povem, ampak vendarle bi se morali na tem področju združevati. Ne pomeni, da je treba ukiniti zdravstveni dom Radlje ali pa Dravograd, ampak da je treba organizacijsko peljati tako, da lahko tisti zdravstveni domovi, ki so najbolj uspešni, in tukaj moram reči, da zdravstveni dom Ravne odlično dela in je najmočnejših, ima tudi najbolj bogato znanje, zelo sposobnega direktorja in bi lahko s temi izkušnjami marsikatere probleme na lokalni ravni rešil. In tukaj bi morali župani, mi župani, slediti tovrstnim trendom. Če ima cela Gorenjska en zdravstveni dom, veste, ki ima čez 100 tisoč prebivalcev, mi pa 73 tisoč, pa seveda je drug problem. In pred dnevi sem slišal skrb vzbujajoč podatek. V Sloveniji imamo 200 direktorjev zdravstvenih ustanov, ki so zdravniki, nam pa primanjkuje 1000 zdravnikov. In 1000 zdravnikov vzgojiti pomeni zelo veliko vloženega napora in kandidata, in družine, in družbe. Dokončati študij medicinske fakultete, kot jaz vem, je eden najdražjih študijev, ki gre tam v 300-400 tisoč evrov. V bistvu ste odgovorili zelo, bi rekel, obsežno, tako da nekih podvprašanj na to temo ne bi. Bi pa vas vprašal v vsakem primeru za Dravsko dolino, morda bi kaj pokomentiral. Poznamo, iz medijev je bilo zaznati pač zaplete ali pa različna stališča glede, bi rekel, eksploatacije pitne vode iz Drave in na Muti imate tu svoje stališče, pa bi morda malo nam, našim gledalcem pojasnil, zakaj gre in v čem je ta zadeva. Očitno smo po vodi poznani, zato sem ga tudi zdaj malo srknil po vašo vodo iz jeder Pece. Ja, v Dravski dolini poteka ravno zdaj intenzivno izgradnja enega zelo velikega projekta, vodooskrba v 5 občinah Dravske doline. Projekt vreden skoraj 50 milijonov evrov, nekaj tisoč evrov manj. Poglejte, če smo Slovenske železarne prodali za 70 milijonov ali 80 milijonov, 55% delež, bomo mi za 17 tisoč prebivalcev dobili vodo za vrednost 49 milijonov 900. Mislim, da so v tistih letih, ko so projektirali ta projekt, to je bilo leta 2006, 2007, jaz govorim, pa naj gledalci oprostijo, leta debelih krav. Zgubili so občutek preprosto in ta projekt je bil nekako nared leta 2011, 2012, dokončan in sicer baziral je na 3 črpališčih, ki so v neposredni bližini reke Drave. 50 metrov stran od Drave in če je prodnata tla in vrtina v globini 22 metrov, potem mi nihče od strokovnjakov ne bo prepričal, da nima vpliv vodonosnika Drave na to črpanje. Na Muti, če pa se zdaj dotaknem samo mojega problema in našega vprašanja, ko sem postal župan, sem seveda dal mojim sodelavcem nalogo, da pogledajo to dokumentacijo projektno in je osupla bila. Mi imamo ta trenutek še 23 vodnih virov, to so gravitacijski vodni viri iz hribov, mogoče vaši gledalci ravno ne poznajo, Svetega Primoža, Jerneja in pa Pernic nad Kobanskem in imamo 23 vodnih virov za približno 4 litre pa pol
na sekundo izdatnosti. In projektanti so preprosto prišli do ugotovitve, da so te vodni viri slabi, da se jih ne splača vzdrževati in so vse dobesedno anulirali in občina Muta bi bila edina občina, ki bi bila priskrbljena samo z črpanjem iz podtalnice. No, in ko sem to ugotovil, sem bil izredno kritičen in sem nasprotoval temu projektu in zahteval tudi strani Ministrstva za okolje, pa seveda tudi z ostalimi župani Dravske doline, da ga noveliramo in sicer na ta način, da občina Muta ohrani od teh 23 vodnih virov vseh 5, ki so gravitacijske iz višine 800 metrov ali pa 1000 metrov. Ker pa resnici na ljubo, je treba povedati, ker pa nismo našli zelo dobrega, samostojnega vodnega vira, sem bil opozorjen na vodni vir, ki je v neposredni bližini meje Avstrije za Slovenijo in ki je izvir na avstrijski strani in seveda to se je začela pač moja pot tudi v tem medsosedskem, meddržavnem smislu in resnici na ljubo je treba povedati, da sem vesel, da sem z mojimi sodelavkami v roku leta dni od prvih analiz pa do pravno-formalnega dovoljenja dobil vsa relevantna dovoljenja za koriščenje vodnega vira iz Republike Avstrije za Slovenijo. To pomeni, Republika Avstrija nam je na deželni vladi Gradca in deželnem okrajnem glavarstvu Deutschlandsberga priskrbela in oddala vse dokumente za koriščenje tega vodnega vira. In ta vodni vir ima vodnatost med 12 in 15 litrov na sekundo, to je pa taka vodnatost, da bi lahko koristili to vodo celi Dravski dolini, tako velika je, ampak mi smo jo zakupili za 5 litrov na sekundo in sedaj čakamo pa žal, moram reči, birokrate iz Ljubljane, ali bomo sedaj uspeli dobiti pa na slovenski strani soglasje za koriščenje tega projekta in jaz sem trdno prepričan, imamo sedaj veliko upravno-administrativnih zadev, da bomo lahko koristili ta vodni vir iz višine 1070 metrov, ker se pošalim, nad tem vodnim virom poje samo še divje petelinje. To se pravi, da gre za kakovostno pitno vodo in seveda, kar je treba poudariti. Voda, ki priteče iz hribov v dolino, je zastonj, ne rabi nobene električne energije, voda, ki jo pa rabimo za črpanjem, pa rabimo električno energijo. In imeli smo pred leti primer v Radljah ob Dravi, ko je prišlo do snegoloma, da je občina Radlje z prebivalstvom bila 2-3 dni brez pitne vode, ker enostavno črpalke niso delovale. In to jaz opozarjam tudi Ministrstvo za okolje in prostor, da podpre ta projekt. Še eno zadevo bi vprašal, z oziroma na to, da se čas izteka oziroma gre v dajah k koncu. Rekel, zimo smo dočakali oziroma na Koroškem smo dobili eno solidno pošiljko snega, ravno prav za zimsko veselje, bi človek rekel, ampak pri pluženju pa te zimske službe niso se najbolj izkazali, so bolj zatajile kot pa ne. No. In kakšen je to vaš komentar kot župan, kot Korošec, kot tisti, ki vsakodnevno tudi uporabljate na zadnje te prometne poti? Ja, to vidim, da je oddaja zelo aktualna in tudi to je očitno zelo aktualno vprašanje zdaj zadnji čas. Res, da je bilo petek 13. Ampak v 21. stoletju si kaj takšnega v slovenskem prostoru, v občinah, v našem sistemu vzdrževanja, v našem sistemu nadzora, tudi policije, če hočete, ne bi smelo zgoditi. Ne bom izpostavljal mojih osebnih poslovnih težav. 4 službena vozila od tako malega podjetja, kot je naše, je blokirano na koroških cestah. Nismo mogli preprosto nekaj storiti, ampak to ni pomembno. Pomembno je, da na koroških cestah so okrog 13. ure naprej ostala na stotine vozil in trdno sem prepričan na tisoče ljudi. To je skratka malo nedopustno in dal sem pobudo vašemu županu, dr. Roženu, kot predsedujočemu sveta Koroške regije, da nemudoma skliče en sestanek sveta Koroške regije in se mu iz tega mesta tudi zahvaljujem, da je, bi rekel, odreagiral in sklical vse ključne deležnike, ki vplivajo na prometno varnost. Ključni so seveda pooblaščeni koncesionar za zimsko vzdrževanje, to je VOC iz Šentjanža, kjer ima bazo, potem pa seveda policija,
prevozniki, šolski prevozniki, avtobusni prevozniki, regijski center za obveščanje in pa seveda Koroški radio, ki je seveda poročal o teh dogodkih. In seveda zahtevali smo župani, da se morajo na takšne izjemne razmere tudi ustrezno prepraviti strokovno. Bil je potem predlagan tudi s strani občine in civilne zaščite predlog, da se naredi poseben načrt ukrepanja, kar je seveda tudi edino pravilno, da v takšnih razmerah, ko pade 5-10 cm snega, ko ni nobena katastrofa, ampak službe se niso ustrezno pripravile, da bi cestišča namočili z ustreznimi tekočinami, ki bi onemogočali sprejetje novo zapadlega snega z takrat res izredno podhlajeno asfaltno maso. To je bil baza, to je bil ključni vzrok. Mi smo enostavno to zadevo oziroma cestno podjetje to podcenjevalo in seveda se zgovarjali na izjemne razmere. Treba je povedati, na on stran mejnega prehoda Holmec ali pa Vič niso imeli nobenih tovrstnih težav. In če ne znamo, se moramo pač od sosedov tudi kaj naučiti. Naj se te vaše pobude udejanjijo v dobro, bi rekel, vseh državljanov, občanov in tako naprej. Skratka, oddaja Detektor se je stekla. Spoštovani Mirko Vošner, hvala za slikovite in dobre odgovore, zanimive komentarje. Vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost in nasvidenje.